Najbolj pomembna zadeva je, ki bi jo zdaj v tem trenutku lahko izpostavila, je to, da vzpostavljamo mrežo pomoči, torej mrežo centrov za duševno zdravje, tako za odrasle, kot tudi za otroke in mladostnike po vsej Sloveniji. Če rečeš nekomu, hodim v fitness 2-krat na teden, bojo vsi tako, ja, seveda, to vsi delamo. Če pa rečeš, jaz sem začel brati knjigo o osebnostni rasti, jaz sem se vpisal na tečaj meditacije, jaz sem začel varati psihološko prvo pomoč, bo pa kdo rekel, nimam časa, kva se tu gremo. V tretji epizodi serije tudi junaki in junakinje včasih poiščejo pomoč, ki jo v sklopu aktivnosti ob mesecu duševnega zdravja pripravljam z Mestno občino Ljubljana. Danes gostim Marjeto Ferlan-Istinič, vodjo oddelka za upravljanje nacionalnega programa duševnega zdravja Mira iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje in doktorja Davida Zupančiča, specializanta infektologije, pisatelja, kolega podcasterja, Umetno slenarjenje njegov podcast, avtorja najhitreje prodajane slovenske knjige Življenje v sivi coni in prihajajoče knjige Znanost mirnega življenja, o katerih bomo danes veliko govorili. Z današnjima sogovornikoma bom govorila o dostopnosti in širini programov, ki delujejo na področju duševnega zdravja v Republiki Sloveniji, na katerih področjih se usmerjajo pozorneje, kaj se bo še odvijalo do leta 2023. Z Davidom predvsem se pa pogovarjala o tem, kako lahko posamezniki bdimo nad svojim počutjem, čustvovanjem, vsesplošnim dobrim počutjem in kaj na tem področju pravijo raziskave, kaj deluje, kaj morda ne. Dobrodošla in hvala za vajino potrditev vabila. Ja, z veseljem, hvala. Tudi z moje strani hvala. Gospa Marjeta, jaz bi mogoče z vami začela. Čistko za začetek, da narediva en tak kontekst, če mogoče lahko predstavite svoje delo, pa predvsem nacionalni program duševnega zdravja Mira, o katerem sem tudi jaz, moram priznati, ker sem se z vami prvič dobila, slišala več in mi je bilo zelo všeč, kaj sem slišala, tako da bom zelo vesela, če boste povedali, kaj delate. Hvala lepa za vprašanje. Morda naj uvodoma povem, da sama delam na Nacionalnem inštitutu nekaj več kot 4 leta, vendar sem področje duševnega zdravja pokrivala tudi v prejšnji službi, torej na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Torej, spoznala sem se s problematiko duševnega zdravja, stiskami ljudi in seveda tudi s potrebami okolja že mnogo prej. In z veseljem sem pričela delati tudi v tej službi, torej na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, kjer skrbim pretežno za vzpostavljanje služb na področju duševnega zdravja, za koordinacijo in seveda tudi sodelovanje z lokalnimi deležniki in posameznimi regijami v Sloveniji. David, midva se pa malo bolj poznava, bil si že gost pri meni, jaz pri tebi na podcastu. Ja, res, sva se že pogovarjala. Ja. Res, jaz se bom to polinkala, tudi in tvoj podcast in moj. Ampak bi tako čisto, mogoče, če kdo ne ve, kdo si, daj mogoče malo povej o sebi, o svoji poti, pa kje si danes v življenju? Ojoj, ja. Glej, mislim, sem zdravnik, ponovadi najprej rečem infektolog, kmalu bom velik infektolog, mislim ne velik, ampak odrasel, da rečem, ker imam aprila specialistični izpit, zdaj sem še specializant, sem tudi oče, mali punčki 2-letni, se pa ukvarjam za en kup različnih stvari, ustvarjalnost mi je nekako v žilah, v krvi, bom rekel, in ustvarjam podcast, pišem, rad nastopam, rad se pogovarjam z takimi ljudmi, ki imajo kaj zapovedati. No. Tako da, ne vem, bom rekel človek, ki zelo rad raziskuje življenje, obenem sem pa tudi človek, ki je tekom tega raziskovanja nekoč že dojel, da je treba aktivno delati tudi na nekak svojem duševnem zdravju, no, in na svojem počutju. Sploh takrat, morda, ko si začneš malo več projektov nabirati, ko začneš malo več odgovornosti prevzemati, naj bo to služba ali pa družinsko življenje, da takrat ne smeš nase pozabiti. No. Zdaj, na tem področju usklajevanja vseh vlog, ki jih igramo v življenju, o pomenu oziroma problematiki duševnega zdravja, mislim, da se že vsi zavedamo, da je to pomembno, mogoče malo manj, kako s tem upravljati oziroma kaj so tiste stvari, ki nam lahko pomagajo.
In tudi na nacionalni, na sistemski ravni se naša država zaveda, da je to izziv in da je to pomemben del, ki ga moramo vključiti v različne programe in v sam sistem. In to imate, naprimer, vi, gospa Marjeta, čez program Mira, ki deluje od leta 2018. Sprav, to je neka dolgoročna strategija nacionalnega programa, ki je bila pripravljena na področju duševnega zdravja za obdobje 2018-2030, še vedno poteka, zdaj gremo v zadnji del faze. A nam lahko poveste, kaj točno se odvija na ravni države na tem področju? Tako je, kot je že kolega povedal, duševno zdravje je izjemno pomembno. Lahko rečemo, da je duševno zdravje eden izmed temeljev zdravja posameznika in tudi njegovih najbližjih v vsaki družbi. In zato tudi mi v Sloveniji duševnemu zdravju dajemo vedno večji poudarek. In ja, leta 2018 je bila sprejeta nacionalna strategija na področju duševnega zdravja, velja za obdobje 10 let, torej od 2018 do 2028 in prinaša mnogo novih izhodišč za boljše duševno zdravje v Sloveniji. Najbolj pomembna zadeva je, ki bi jo zdaj v tem trenutku lahko izpostavila, je to, da vzpostavljamo mrežo pomoči, torej mrežo centrov za duševno zdravje, tako za odrasle, kot tudi za otroke in mladostnike po vsej Sloveniji. Trenutno imamo vzpostavljenih 18 centrov za duševno zdravje odraslih in približno 21 centrov za otroke in mladostnike. Vendar ti centri, ki delujejo pod streho zdravstvenih domov, niso edini vir pomoči. Imamo tudi druge službe in tukaj bi izpostavila še nevladne organizacije, ki zelo dobro dopolnjujejo mrežo pomoči na terenu. Nekateri jih poznate, tukaj bi omenila društvo Ozara, društvo Altra, društvo Šent, društvo Novi Paradoks, društvo Vezi. Poleg tega so pa tukaj še številne manjše organizacije, ki so seveda nekako usmerjene v posamezne ciljne populacije. Teh organizacij je kar precejšnje število, najdete pa jih lahko tudi na spletni strani našega programa Mira za duševno zdravje. Tukaj se nahajajo vsi programi, tudi po posameznih regijah. Morda pa bi najprej vzpostavila to, da ko posameznik potrebuje pomoč, da jo začne iskati. Torej, da morda se pogovori z ljudmi, kje bi našel to pomoč, sicer pa lahko gre tudi na spletno stran, ki sem jo omenila. In na naši spletni strani so tudi poti, kako sploh pričeti iskati pomoč. Vsekakor pa pomoči je v Sloveniji kar veliko, tako da tisti, ki želijo, lahko se potrudijo in to pomoč tudi najdejo. Zdaj, za vse, ki to poslušate ali pa gledate, na zapisu te epizode, ki ga najdete spodaj v opisu, je zapis, ki je pripravljen posebej za ta pogovor. Jaz bom te povezave vključila tudi tja, tako da lahko vsak skoči, najde v svoji regiji ali čim bliže svojemu domu pomoč, ki mu v tisti trenutek ali ji pride najbolj prav. Je pa še ena stvar, tukaj se mi zdi, zdaj, ko se pogovarjamo skozi te pogovore v tej seriji, ki prihaja vedno bolj do izraza in se mi zdi tudi pomembna je ta, da je super in dobro, če vsak posameznik pri sebi spozna, raziskuje, najde načine, kako lahko si pomaga. Se pravi, eno je, da greš na strokovno pomoč, seveda, ko je to potrebno, ne? Ampak ko pa pride do nekih takih trenutnih situacij, ko se naprimer iz danes na jutri kakšna stvar zgodi, ki te mogoče po domače, bom rekla, zdaj pa mogoče ne bo prav besedna zveza vrže stira, ne? Tudi nam se danes to parkrat zgodilo, ko smo snemali, kako lahko sebe najdeš in se umiriš. In zdaj, David, ti si za ta zadnjo knjigo, ki ravno kar izhaja, Znanost mirnega življenja, a sem prav slišala, da si 77 raziskav naštudiral? Veš, da točno število zdaj ne vem, ker kakšna plus minus je, mogoče sem še kakšno dodal prej kot strano, ampak več kot 70 jih je, ker sem ravno želel zdaj pisati take knjige, ne, malo samo o umiritvi, malo osebnostni rasti, je v resnici lahko tak malo dvorezen meč in jaz sem sploh kot zdravnik želel to podpreti z nekimi raziskavami, ne, na kar se lahko, da ne bom
zlezel, kot je zelo lepo napisal profesor Borut Škodlar v spremni besedi, da ne bom zlezel na neko prižnico vsevednosti in govoril bogim ljudem, kaj jaz vem, oni pa ne. Sem želel bazirati na raziskavah o spanju, stresu, meditaciji, sprostitvenih dejavnikih, sprostitvenih tehnikah in pisati iz tega. In moram reči, da sem tudi zase naredil veliko lepega s tem, da sem se na to osredotočil. Ker točno to, kot si rekla, jaz se ne morem bolj strinjati. Tudi, če imaš prometno nesrečo, ne, boš mogoče rabil kirurga, če boš oren krvavel, ampak tamle na Zaloški ob avtu si moraš ti pritisniti na rano neki, takoj, ne. In to moraš znati. In zato imamo vsi v avtošoli tudi prvo pomoč. In enako kot ti, če boš pač imel neko težko obdobje in boš v službi ali pa v dežurstvu, recimo imaš še 9 ur službe, pa ti začnejo solze hoditi, začneš trest. Kako boš ti takrat, ne boš šel na internet iskati pomoči, mogoče je noč, mogoče pač boš mogel tam počakati kakšen dan. Se pravi, neka psihološka prva pomoč je super, če jo znaš. Super in velika napaka se mi zdi, je pri tem, da se te zadeve iščejo šele, ko jih potrebuješ. Ne, to je kot, da bi začel igrati tenis in bi prvi dan začel igrati na turnirju, ne, bi šel takoj na tekmo. Ne, ti moraš tenis igrati lepo ustaljeno z učiteljem 3 mesece, pa boš pa imel šanso enega nasprotnika, ki je nepredvidljiv, zmagati. Ne, in tako je tudi v življenju. Ti ne moreš začeti meditirati takrat, ko si v paničnem napadu. Ne, takrat moraš ti imeti to v malem prstu, če želiš, da pomaga. Ne, in se mi zdi, da zato to je dodana vrednost tega, da rečem, preventive. Ne? Nujno je, da je taka mreža, ne, kot smo slišali, vzpostavljena in tudi mislim, da je nujno, da je na enem kliku, to je sploh super, ne? Ker problem tega je, sem kdaj malo iskal, ker sem kaj to delil, da moraš toliko stvari poklikati, pa sem šel recimo na spletno stran psihiatrične klinike, pa to, pa tam, pa kam, kako do nas, kje se ne, da je to kaj če je to neka mreža, kjer je ena povezava po regijah, to je pač izjemnega pomena, to super, ne. Ampak druga stvar je pa to, kaj ti narediš preventivno zase in kako se ti natreniraš, da ne boš prvi dan tenisa šel na tekmo, ne. Tle si do ful dobro istočnico, prva psihološka pomoč, ne, a bova omenili. To je bilo meni ena od super stvari, ki ste mi, gospa Marjeta, zadnjič, ko smo se dobili, omenili, a boste razložili ta program? Ja, hvala lepa tudi Davidu, da je to omenil. Seveda, to je en zelo pomemben prispevek, ki ga razvijamo. Torej, v okviru nacionalnega programa imamo poleg služb, ki jih razvijamo, tudi poudarek na preventivnih programih. In seveda, eden izmed teh programov je tudi uvajanje prve psihološke pomoči. Tudi sama sem se udeležila enega izmed usposabljanj, tako da sem tudi sama videla, kako to poteka. In ja, tako je, res je, kot je David omenil, ko gremo na tečaj prve pomoči, ki jo potrebujemo za vozniški izpit, je samo po sebi umevno, da to naredimo. A ne? In tudi tukaj razvijamo zdaj prvo psihološko pomoč. To pomeni, da gre za laično pomoč, kjer bodo lahko prišli na ta tečaj vsi, glede na željo, na interes, da vidijo, kako pristopiti v primeru, da se srečamo z posameznikom, ki je v težavah. Ni nujno samo s posameznikom, lahko si s tem pomagamo tudi sebi. To je tudi en korak pomoči sam sebi. In ta projekt bomo nekako, zdaj smo še v fazi razvijanja, ampak nekako v letu 2024 in naprej ga želimo upeljati v cel slovenski prostor in omogočiti ljudem, da lahko pristopijo in ta tečaj oziroma to usposabljanje naredijo. Zagotovo gre za nekaj novega v našem prostoru, ampak zelo izjemno pomembnega za ljudi in seveda za vso našo družbo. Meni se zdi tle ena stvar zelo pomembna, David, in tudi tukaj v bistvu se mi zdi ful v redu, kako si se te knjige nove lotil, da si šel te raziskave, ne? Ker vsak od nas ima cel svet v žepu, ne? In s tem svetom pride en kup enih tudi takih samopomoči, razdelanih, nerazdelanih, preverjenih, nepreverjenih, in se mi zdi, da tudi tukaj z nekim tem kritičnim pristopom, z nekimi filtriranimi, preverjenimi, strokovno dognanimi spoznanji, da se pride do nekih takih informacij, katerih lahko koristijo v nekem trenutku. Ne? A mogoče, David, kje so tiste stvari, naprimer par takih zadev ali pa raziskav ali pa teh misli, ki jih imaš zdaj, ne vem, kad te naprimer spomnim, ko si pisal pa pripravljal material, kje so tiste stvari, ki so te naprimer zelo ali pozitivno presenetle, kaj bi zdaj izpostavil, kaj je tisto, kar lahko nekomu, ki se znajde v nekem trenutku?
koristi. Ja, zdaj, ena stvar, ki bi se navezal na to, kar si povedala, jaz se zelo strinjam, da je dobro imeti za stvari, ki jih priporočaš in tudi stvari, ki jih vadiš, neko strokovno podlago, da lahko rečeš, če se bom zdaj že lotil, da res deluje. Po drugi strani jaz pa tudi zelo zagovarjam, kot zdravnik, da če nekomu nekaj pomaga, da ni moja vloga, da mu zdaj za vsako ceno razložim, da to ne more pomagati. Ne? Ker tudi kdaj imaš koga, ki ima kakšno težko diagnozo, pa ima bolečine in pa reče, da je, ne vem, zdaj pa šel 2-krat na, si bom zmislil, bioresonanco in zdaj ima pa manj bolečin. Ni zdaj moj naloga, da se tam usedem in mu začnem članke kazati, zakaj to ne deluje in zakaj to ne more biti res, da njega zdaj manj boli. Naj mu pomaga. Ne? In tudi lahko nekdo najde, ne vem, da vsako jutro 20 sekund sedi na soncu in potem ima cel dan več energije, pa ne bom najdel jaz članka, ki bi to podprl. Ne? Ampak če to njemu, če on to čuti kot pač neko stvar, ki ni zdaj, to ne gre na cigaret, da bi mu začel zagovarjati, zakaj ne, ni škodljiva, super. Zdaj, kar se tiče pa študiranja teh, jaz sem sam sebi zelo hvaležen, da sem šel pisati to knjigo, ker sem tudi sebi zelo pomagal, ker sem uredil neke misli, ki sem jih dalj časa raziskoval. Ena zadeva, ki je meni zelo pomagala, ker jaz imam namreč tak mal, značilno sem imel tak mal nezdrav odnos s spanjem tudi in kdaj pač slabo spim, kdaj sem neprespan, kot pač vsak, ampak ena stvar, ki sem začel to malo študirati, sem malo bral o te študije, ki so povezovale recimo to, da si neprespan z kognitivnim stanjem, z višjimi miselnimi procesi, se pravi, kako ti razmišljaš, formuliraš besede, kako delaš, ne? In so ugotovili veliko diskrepanco med tem, kar ljudje čutijo in kaj se dejansko zgodi. Ker ljudje kdaj, ko slabo spijo, ti rečejo, jaz nimam nič v glavi, jaz ne morem delati, ne morem živeti, ne morem razmišljati. In to je ponavadi mnogo hujše, kot če ga daš pa v laboratorij in testiraš njegov spomin, odzive, reflekse. Je zelo malo vpliva te nespečnosti na dejansko stanje. In največji problem je to katastrofiranje v glavi in to, kakšen pomen temu pripisuješ. In ko se to naučiš, je v bistvu laže, ker ti ena ta teža zvali se iz prstnega koša in vidiš, da tudi če daj slabo spal, kot smo vsi, kot sem jaz včeraj, pa še vedno zdaj lahko govorim koherentno s tabo, ne, in pač uživam v pogovoru, še vedno lahko funkcioniraš in dobro delaš. Pač ne bo to prijetno, boš počasnejši, a ne, če se to ena noč na drugo nalaga, je dobro, da to prekineš, ne, ni zdravo. Ampak tista ena noč na, ne vem, 2 tedna, ko ti slabo spiš, ti ne bo uničila življenja, to bi bilo v bistvu dosti nefair. Ne se predstavljaš, da bi moj brat je zdaj delal maturo, en mesec se je učil, pa pač ni spal, pred unim ga je skrbel. Se predstavljaš, da bi zdaj prišel in bi padel zato, ker eno noč ni spal. Ne? Ja. Možgani ne delujejo na ta način, hvala Bogu. in to je en tak prelom, ki sem ga z branjem raziskal, recimo med pisanjem te knjige naredil zase. Ful dobra istočnica. Ampak veš kaj, ena stvar bi zdaj mogoče šla na tako, gospa Marjeta, vi ste sociologinja, ne, po poklicu. Čistko, ko opazujete, pa ker ste povedali, da že dolg časa delate na tem področju, po vašem osebnem mnenju, kje mislite, da imamo Slovenci? A smo v Slovenci v kakšni stvari posebni? A imamo kakšno tako karakteristiko, zaradi katere mogoče kakšne stvari na področju vsesplošnega počutja, duševnega zdravja, da nas še posebej matrajo? Ali pa ne? Ja, zdaj, če ste me osebno vprašala, lahko tudi osebno povem, da ja, Slovenci imamo kar nekaj pomanjkljivosti. Ampak jaz bi to navezala zdaj bolj na moje področje, torej na področje duševnega zdravja, in se mi zdi tu ena velika pomanjkljivost je premalo sodelovanja. Premalo sodelovanja institucij in seveda tudi posameznikov. In tukaj mislim, da je ena praznina, ki jo lahko dopolnimo, izpopolnimo. In če se navežem nazaj na nacionalni program duševnega zdravja, lahko rečem, da smo zdaj z vsemi aktivnostmi, ki smo jih pričeli, vseeno povezali institucije, povezali ljudi in spostavili neko, bom rekla, kontinuirano komunikacijo med deležniki, kar se mi zdi izjemno pomembno. In če to znamo narediti na malo višjem nivoju, potem seveda to lahko prinesemo tudi v družbo. In tukaj zdaj, če se spustim še enkrat res na moje osebno mnenje, tudi sama lahko rečem, da vidim, kako funkcionirajo stvari recimo na podeželju. Tudi sama, moje otroštvo sem preživela v Poljanski dolini, v vasi, in tam se ljudje med sabo zelo dobro poznajo in si med sabo tudi zelo pomagajo.
To je bistvena razlika, če primerjamo življenje v mestu. Trenutno živim v mestu, v bloku, kjer takšnih komunikacij nažalost ni. In tukaj vidim, da je veliko prostora, če bi se povezale posamezne skupine in seveda tudi posamezniki, bi lahko bili bolj uspešni. To je tisto, kar vidim, da je še neka rezerva, kjer lahko dogradimo in si med sabo pomagamo. Morda tu omenim še, če se vrnem nazaj na izvajanje nacionalnega programa, krepimo službe, krepimo tudi posamezne programe za različne ciljne populacije. Tukaj bi še posebej izpostavila najbolj ranljive, naj omenim starejše. V okviru starejših že potekajo številne aktivnosti v posameznih okoljih, kjer si pomagajo starejši med sabo in pa seveda tudi večgeneracijsko povezovanje. Torej, starejši pomagajo mladim, mlajši pomagajo starejšim in tukaj se stkejo neprecenljive vezi, seveda, ki so seveda veliko korist tudi boljšemu duševnemu zdravju. A niso odprli vrtca v enem domu za ostarele v Sloveniji? So, ne? Tudi to se že dogaja. Lahko rečem, da sem bila pred leti enkrat na strokovni ekskurziji v Nemčiji, v Münchnu in smo si ogledali takšen program in moram reči, da sem bila osebno zelo navdušena. Šli smo slovensko filantropijo in moja želja je bila, da se nekaj podobnega prenese tudi sem v Slovenijo in ja, zdaj smo počasi že priča tudi takšnim projektom v Sloveniji. Super. David, bom dala isto vprašanje. Kje imamo največje izzive po tvojem mnenju, kot družba, kot celota, kot ti opazuješ? Največji izziv, jaz mislim, da je še vedno jaz tako nerad zelo posplošujem, ker smo vsi zelo različni, ampak ena stvar, ki jo opažam, da se kaže, je ta nek cinizem pa odpor do tega, da bi delal na tem področju. Se pravi, če rečeš nekomu, ne vem, hodim v fitness 2-krat na teden, bojo vsi tako, ja, seveda, to vsi delamo. Če pa rečeš, jaz sem začel brati knjigo o osebnostni rasti, jaz sem se vpisal na tečaj meditacije, jaz sem začel vaditi psihološko prvo pomoč, bo pa kdo rekel, nimam časa, kva se tu gremo. Recimo, en primer, mi smo v kliničnem centru, se tudi zelo radi ljudje pritožujemo nad razmerami, ko smo utrujeni, vse, in potem smo pa dobili neke vprašalnike od kliničnega centra, vsak je dobil svojo kuverto o v bistvu počutju, pa predlogi za nekak razbremenitev, počitek, sprostitvene tehnike. In jaz sem pogledal, ko so te kuverte razdelili na enem jutranjem sestanku, ne bom zdaj povedal, na katerem oddelku sem krožil zaradi dobrih sosedskih odnosov, ampak kakšna je bila to smo se kar tekmovali, kdo bo bolj ti zvrgel stran, pa se zasmejal, pa v smislu, kaj me hočete pomiriti, sam dopust mi dajte, ne? A veš, seveda se strinjam, če mi boste dali več dopusta, bom bolj miren, ampak pač nekaj se da, nekaj se pa ne da, ne? In zdaj, če ti ne more lih za 60 dni na let pustiti dopusta nek delodajalec, pa vseeno nekaj proba, da vsaj sprejmi to z nekimi odprtimi, mogoče to brez veze, mogoče odpreš pa not nekaj, kar te ne zanima, ampak ta nek odpor, cinizem v smislu, kaj pa on misli, da jaz to rabim, ne, jaz rabim sam pauzo, jaz rabim sam dobro plačo, to je to nekako, bi rekel, posploševanje stvari v smislu, jaz sem nad tem, ne, jaz sem inherentno miren, dober, popoln človek, ki me stresira služba. Uredite službo, pa bom jaz popoln. Ja. Pa ni čistko, a veš. Ti lahko celo življenje iščeš popolno okolje zase, pa ne boš ga našla, niti ga ne bom jaz našel. Ti se moraš prilagoditi malo, ne. Kar je dobra novica, ker cel svet spremeniti je težji kot sebe. Spremeniti malo, ne. Pa ne moraš ga. Ja, sej. Pač sebe boš naredil malo prilagodljivo osebo. In jaz mislim, da tukaj, da moraš preko te skepse, ne, da lahko enega prijatelja imam, ki se je zelo veliko s tem ukvarjal in mu je enkrat mama rekla, ki je gledal nek ta seminar, a te jaz nisem dobro vzgojila, da ti zdaj moraš gledati to osebnostni rasti. Ne. In on je rekel, edini način, da bi me ti vzgojila tako, da jaz ne bi ene stvari mogel na sebi narediti, če bi bila Bog. In se je tudi njej zdelo ful zabavno pol. No. Tako da jaz mislim, da moraš preko tega ponosa in ugotoviti, da ni nič narobe, če ti kaj manjka in če probaš to popraviti ali pa izboljšati. Tukaj ste v bistvu zdaj oba odprla ste se naslonila na to, ker mi je ful zanimiv, v prvi epizodi te serije sem imela tukaj na kavčkih Saro Isakovič in dr. Andrejo Mikuš in smo se pogovarjali predvsem z dr. Mikuževo o tem, kako mladi odraščajoči otroci si dostikrat zdaj, ker se toliko pogovarjamo o problematiki duševnega zdravja in ker tako
vehementno uporabljamo določene termine, kot so depresija, stres, tesnoba, da si mladi zdaj že kar sami diagnoze postavljajo. Ne? Tako da to je en vidik tega, ne? Drugi vidik, ki ste ga pa vidva zdaj izpostavlja, pa se mi zdi tudi jaz ga še vedno opažam, čeprav se mi zdi, da se je izboljšal v zadnjih letih, je, da imamo še vedno stigmo na tem področju. Ne? To, da nekdo, sploh moški, naprimer, da moški pove, da hodi na terapijo, se mi zdi, da je to tako neka taka, kot da ni neki prav z njim, ne? Če to pove na glas. A se motam ali kako to vi opažate to na terenu, da je stigma še prisotna na tem področju? Zagotovo je stigma še zelo, zelo prisotna in to je tudi ena izmed naših nalog, da poskušamo čim več govoriti o duševnem zdravju, čim več govoriti odprto, tudi o problemih. Vsakemu se lahko zgodi. Danes si fit, naslednji dan pa imaš težavo. Tako da to je ena izmed naših nalog, da poskušamo v vseh okoljih spregovoriti o tem, da če imaš težave, da je to pač situacija, v kateri si se znašel in da lahko poiščeš pomoč. In morda bi tukaj izpostavila še nekaj. Zdi se mi, da se še vedno premalo pogovarjamo, da je to še vedno neka res, da bom rekla, taka posebna tema. Lahko se pogovarjaš to s svojimi prijateljicami, morda, ne vem, kako je s fanti, o tem bo povedal bolj kolega, ampak še vedno je to zelo težko govoriti o tem in marsikdo si ne upa. Ampak mislim, da je ena izmed naših nalog in seveda to bo tudi prva psihološka pomoč, vseeno mislim, da odstrla te zavese, da je to čisto nekaj normalnega, da imamo vsi težave, v katerih se znajdemo in da je čisto človeško, če se pogovorimo od njih, seveda pa, da si najdeš sočloveka, ki te bo poslušal, ne nekoga, ki te bo odbil. In tukaj se mi zdi tudi ena velika prednost, da si vzamemo čas in da prisluhnimo in da opazimo, če vidimo nekoga v našem okolju, da ni z njim ok, da se ne počuti dobro, da si res vzamemo čas in si takrat se posvetimo in poskušamo pristopiti. In to se mi zdi ena izmed nalog, ki nas čaka vse. Vzeti si čas, poslušati in prisluhniti. Meni drugače obe skrajnosti, to, kar si odprla, ne, mi nista všeč. Ne. In to, da si nekdo sam da diagnozo, ne, to se zelo strinjam, ne, kako je treba biti odprt, da prepoznaš stisko v nekom. Ampak to, da zmeri, ko si utrujen, si izgorel, to, da zmeri, ko si žalosten, si depresiven, to pač ni res. In to so bolezni, ki imajo svoje simptome. Ne, in tukaj spet v znanju je moč. Ne. Ko enkrat bereš tiste točkovnike za depresijo, vidiš, da to ni samo žalosten. Ti lahko spiš 8 ur, pa se ti zdi, da si spal 2 uri. Ti lahko fizično ne moreš, mislim, tako res je. Res, to so hude stvari. Na drugi strani je pa stigma. Ne? In to, jaz sem imel pred kratkim, sem snemal tudi za svoj podcast, sem imel za gostjo Nušo Crnkovič, ki je forenzična psihologinja in tudi dela na IAZ. In ona mi je zelo lepo razložila, pa upam, da ne bom zdaj kakšne termina pomešal, ker je bila zelo egzaktna, ampak kako je družbena stigma pa samo stigma. Ne? Ta dva izraza. In družbena stigma, recimo, je, ko nek mlad človek, recimo, postane depresiven in nima energije, ne zmore interakcij socialnih, ne zmore iti ven, ko prvi na svet je ponovati 15 prehod, ne bod ljudmi. In pa mu nekdo reče, to nisi ti depresiven, ti si bolj len, ne? A veš, dej nared kaj zase. Pa iz tega sledi lahko samo stigma, ne? Da bo ona, ta oseba ne bo rekla, jaz rabim pomoč, ampak bo rekla, jaz sem samo lena, sama sebi, ne? Zakaj se pa jaz ne moram ven spraviti, le moje prijatelje, moje vrstnike, ko vsaj ne bi bila lena. In tukaj je pa pol, vidiš ta krog in tukaj pa potem natajo zelo, zelo hude težave lahko, ne. Ker če ta človek potem si še zbije samo podobo, ne bo šel po pomoč, ne bo iskal rešitev in to je, ta cikl se prekine primarno strani družbe, ne? Da se ne označi, pa tudi ljudje, ki so zaradi izgorelosti na bolniški, kako je lahko, če dela manj kot jaz, če je mlajši kot jaz, če je to jaz, ne, transfer nase, pa smo ljudje različni, imamo različne zgodbe, različne zmogljivosti, mislim vse, ne, in to, da pol tudi nekomu tazga označaš, on je doma, ker ni dosti vzdržljiv, recimo, ne, ko bi vsaj bil toliko vzdržljiv kot jaz, pol ne bi bil doma, ne. To so te družbene stigme in pa tudi on lahko začne razmišljati, veš, pa lej, on ima res več projektov, ne, pa ima še družino, jaz še nimam niti otrok, kako bom jaz, in to še zacikla v
Tako da te družbene stigme, če se to prekine, in zato sem jaz tako vesel pri vseh teh ozaveščenih, pri akcijah, pri ljudeh, ki pridejo ven in povejo, da imajo težave, pa jih gledaš, pa recimo uspešen človek, pa ne vem, se je zdravo za depresijo ali pa jemne zdravila ali pa kakorkoli, tukaj je blazna moč. Ful stvari si odprl, pa eno stvar bom zdaj jaz izpostavila, si bom dovolila, David, ker sva se midva nedolg nazaj po zasebnih sporočilih pogovarjala, ne? Da nedolg nazaj je bila ena izjava v medijskem prostoru spuščena, da ljudje, ki uživajo oziroma ki so dobri pri delu, ki ga opravljajo, ne morejo izgoreti, ne? Ja, se spomnim. No, in so se midva pogovarjali in si mi ti tako ful dobro povedal, da ravno te ljudje imajo največji problem z izgorelostjo, ker uživajo pri delu, totalno zgubijo meje, a ne? Ja. Jaz mislim, da nekdo, ki nima rad svojega dela in ni zelo zagret, tudi bo težje izgorel. Seveda, mogoče mu bo prej šlo na živce vse, manj mu bo užitek v službo, a ne? Ampak nekdo, ki ga res, ki je s celim srcem, pa tudi ponovadi se take ljudi prepozna, so delavci, šefi, mediji, ga prepoznajo kot zagretega in ga še bolj vabijo in ga še bolj, ne vem, da dobijo zmeri več, naredi svoje delo, dobi dodatno delo. In te ljudje so pač zelo ogroženi in to, da ti imaš simptome izgorelosti, ne pomeni, da nimaš rad tega, kar delaš. Prej sem vaju vprašala, kje mislite, da imamo Slovenci in Slovenke izzive. Pa si ti, David, zdaj eno, pa nista, jaz sem nekako tako, kad sem hotela malo položiti besed ali pa misli v vajna usta, pa si pol, David, ti z ene druge strani prišel do tega, ne, do lenobe, ne. A če dam zdaj tezo, da Slovenci imamo z lenarjenjem pa počitkom malo težavo, a sem prav to ubesedila ali mislite, da ne? Pa bom dala gospe Marjeti najprej. Jaz bi to malo obrnila. Jaz bi rekla tako, da mi Slovenci smo zelo delovni ljudje, nasplošno. In mislim, da je tudi počitek eden od naših virov moči in da ga potrebujemo. Tukaj bi navezala tudi na koriščenje letnega dopusta. Po nekaterih teorijah naj bi vsakdo izkoristil 3 tedne skupaj, a ne zato, da se res telo spočije. Se mi zdi, da smo tukaj še malo šibki. Ampak to je zagotovo ena od stvari. Potrebujemo počitek. Tako nas je narava ustvarila. Tako kot potrebujemo imeti primeren delovni čas, potrebujemo proste vikende, potrebujemo čas za aktivnosti. In mislim, da moramo vsi poskrbeti za to, da si vzamemo čas za šport, čas za kulturo, za glasbo in seveda tudi za svoje prijatelje in ne nazadnje za svojo družino v prvi vrsti. Mislim, da je to ena izmed naših nalog. Seveda biti ustvarjalen pri svojem delu je pa še toliko večji dosežek. Jaz sem nekako izkusil spet 2 skrajnosti. Ena je bila ZDA, ko sem tam krožil v Houstonu. 3 tedne dopusta tam, mislim, ne vem, kako je pri zdravnikih, ampak sploh kakšni privat firme, ne? To ne obstaja. Oni sploh ne pomislijo, se mi zdi večinoma, da ne govorimo o porodniškem in o tem. Tako da iz tega vidika se mi zdi, da smo mi zelo podprti od strani države in te naše solidarnostne družbe. Druga zadeva je pa Zambija, ne? Tam pa čas res počas teče. Tok, ko sem šel tam sem delal v misijonski bolnici, tam me je pa tako stresiral, da se ne more tista vizita začeti ob uri, da vsi pridajo malo pozem, pa noben ga ne moti, da mi je prišel eno pipo na tuš omenjati 3 po pol ure, 3 dni zapored, a veš, namesto da bi ostal 2 uri tam, pa bi pač zrihtal do konca. Ampak nekako moraš dojeti, da ti jih ne boš tam vzgojil v enem mesecu, ne, oni imajo svoj tempo in tam je pa res to, ne, tam je pa počasi, dajmo se zmeniti, dajmo se to, pol bomo naprej, pol en pride malo kasneje, pol enega ni, pa pride jutr. In to je za Evropejca, ne, ki imaš svoj koledar, pa svoje opomnike, meni je bilo to blazno težko. Res mi je bilo težko. Sem pa jaz tudi v tej druge knjige v bistvu namenil kar dosti razmisleka. V bistvu sem se tako gledal, ne, najbrž se vsak se bo strinil, če mu bomo rekli 3 tedne počitka ti bo naredil dobro, a ne, počivaj, dovolj spi. Jaz sem se bolj usmeril na to, da bi ljudi prepričal, da lahko brez slabe vesti lenarijo, kar obstaja kar en kup študij, ki to podpira, zelo zanimivih, večinoma nevroloških.
Sem pa eno tudi najdel, ko so vzeli eno skupino fizikov in pisateljev, mislim, da je 180 ali celo malo več, da ne vem točno številke, in so jim rekli, da naj si prosim vsak dan, ne vem koliko časa spet, zabeležijo, kdaj se jim je tisti dan najbolj zanimiva, inovativna ideja porodila, pa kaj so delali takrat. In seveda veliko idej je bilo v službi, ne, hvala Bogu, zato te plačuje nekdo, da si tam v pisarni, pa imaš kakšno idejo, ampak 1/5 idej je nastalo v času, ko so se vozili službe pod tušem, med sprehodom, se pravi, med počivanjem. In jaz sem to raziskaval malo drugače, si pol interpretiral, in sicer, če si te ljudje ne bi vzeli časa za počitek, bi izgubili 1/5 najbolj kreativnih idej, ki jih imajo. A veš, in katera od teh idej recimo rata boom, ne? In obstajajo te zelo zanimive študije, ki probajo objektivizirati tisto verjetje, da se pod tušem glavne ideje pojavljajo in jim tudi kar dobro uspeva. Tako da, take stvari, ne, se pravi, pusti možganom, obstaja en sistem nevronski, ki se imenuje privzeta nevronska mreža. To je tisti del možganov, ki je aktiviran, ko mi nismo, ko sanjarimo, kot smo na sprehodu, ko misli begajo. In je ena tovarna idej, ki jo lahko bremzamo, če se ne spočijemo dovolj. Tako da se mi zdi, da tudi to, če človeku malo razložiš, da super je biti produktiven, ampak še bolj boš produktiven, če se spočiješ, bo pol lažje počival. Nekje sem enkrat prebrala eni knjigi, pa se ne bom spomnila, kateri, da če ne bi imeli lenarjenja, ne bi imeli pisateljev, ne bi imeli slikarjev, ne bi imeli igralcev. Ampak veš, kaj je zanimivo? Danes sem ene diapozitive pripravljam za eno predavanje in sem šel danes gledati na SSKJ, neodvisno od tega pogovora, definicijo lenarjenja. In kar mi je bilo zanimivo, je, da spodaj piše sopomenke in piše zabušavanje. No. A veš, že izhodiščno nima šans, ne? Če lenaraš, zabušavaš. Kar neka negativna konotacija, ne? To se mi zdi pa recimo narobe, mogoče pač beseda malo napačna, ne? Ampak ful dobro si to izpostavil, ker meni se zdi, da v naši družbi, govorimo o slovenski družbi, in to malo potrjuje to, da nimamo, jaz na primer, ko pomislim moje babice, ali pa to nikoli niso bile primer, ne, nikoli ni bilo tako. Jaz se spomnim, ko mi je moj partner mi enkrat razlagal eno gospo, tam soseda je bila na Gorenskem in imela je tako lepo klopco pred hišo, ne, ampak ona nikoli nobena v klopci sedel. In vedno je tam, ne vem, ali je pospravljala, ali je okupavala, ali je rože sadila, tako. In pa enkrat je rekel, gospa, zakaj vi se nikoli ne usedete na to klopco? Reka, ja, kaj se jo pa v sosedje misle? Reka pa, ja pa kaj pač te, koliko ste pa stari, 80 let? Aha, ja pa kaj vas pa briga, kaj se bojo sosedje misle? In pol je, ne vem, čez en teden jo je sedela na klopci in je štrikala. A veš, nekaj je mogla, nekaj je mogla početi, imeti občutek, da je nekaj koristnega dela, ne. In se mi zdi, to je težko, to sva se midva že pogovarjala, ne, ker se mi zdi, da vsak od nas ima malo to privzgojeno, da Bog ne dej, da nič ne delaš, ne. Bog ne dej, to ne sme noben videti, da si ti tam, da počivaš, ne. Ja. Ok, dajmo mogoče še za konec, gospa Marjeta, zdaj zadnji del tega programa Mira, ki ga delate na nacionalni ravni. Kje so tiste ključne stvari, poleg te prve psihološke pomoči, ki ste omenili, da se bo v naslednjem letu zaštartala? Kje so tiste ključne stvari, na katere se boste osredotočali zdaj do konca? Do leta 28 oziroma 30? 28. Ja, morda naj omenim to, da smo trenutno v fazi priprave novega akcijskega načrta, to bo že 3. akcijski načrt za implementacijo nacionalnega programa, torej gre za obdobje od 2024 do 2028. In ena izmed prioritet je seveda dopolnitev mreže služb pomoči. To pomeni, da vzpostavimo centre za duševno zdravje po celotni Sloveniji. Nekako predvideno je približno 25 centrov za odrasle in nekje blizu 29 centrov za otroke in mladostnike. Poleg tega seveda okrepiti tudi mrežo drugih pomoči, o katerih sem govorila že prej na uvodu. In pa tudi eden izmed projektov, ki se mi zdi tudi izjemno pomemben, to pa je vrstniško zagovorništvo. Vzpostaviti vrstniško zagovorništvo za različne populacije in omogočiti ljudem, da se lahko tudi s pomočjo vrstnikov, ki so doživeli lastno izkušnjo, da lahko potem tudi seveda rešujejo svoje probleme oziroma poiščejo pomoč in seveda živijo bolj kvalitetno življenje.
Tu pa je še ena stvar, ki jo želim spostaviti, to pa je tudi krepitev skupnostnih služb. To je izjemno pomembno in tudi priporočila Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2021 so šla v smeri, da je potrebno krepiti mrežo služb, ki omogočajo skupnostno obravnavo, torej posamezniku omogočiti, da ostane doma v svojem okolju. Ne glede na to, ali ima lažje težave, ali ima tudi težjo bolezen, da lahko ostane v svojem okolju in da ima tam podporne službe, ki mu bodo lahko pomagale. Da ni potrebno več v bolnišnice, da ni potrebno več v zavode, ampak da bo lahko posameznik ostal v svoji domači vasi, v svojem mestu med svojimi bližnjimi. To so glavne stvari. Okay. David, zdaj, ko si opolnomočen, bom uporabljal to besedo, oziroma, ko imaš v glavi vse te tehnike in raziskave, ki jih boš koristil in jih že koristiš pri sebi, me pa nekaj drugega zanima. Prej si povedal, da imaš hčerko, ki ima 2 leti, punčko. Ja. Kaj jo želiš naučiti, da bo odrasla v samozavestno žensko, da bo imela zdravo samopodobo, da se bo znala samo umiriti, pa upravljati s svojimi čustvi? Ali pa kaj že jo učiš mogoče? To je eno vprašanje še za 1 uro pogovora, se mi zdi. A veš, kako... Jaz sem zdravnik, pa vam vsak dan velika vprašanja odgovornosti, ampak ne vem, če sem že kdaj čutil tako odgovornost, kot sem se točno te stvari spraševal, kako to malo punčko, ki je pač čudovita, odprta na svet, ki vidi same navdušenje na vsakem koraku, naj bo to gosenica, listek, karkoli, kako, ne bom rekel ustvariti v nekaj, ampak kako obdržati ta njen zanos, zagon, to njeno srečo in se mi zdi, da ena stvar, ki jo res želim narediti, je se potruditi, da bojo za njo te, bom rekel, vsakdanje stvari ostale tako zanimive in nore. Ker ta svet s to stimulacijo, ki jo imamo povsod, ti lahko zelo hitro ukrade fokus. In stvari, ki te lahko umirijo, včasih niso zelo daleč. Kakšna lepa narava, ne vem, večer, von, kakšen... Se pravi, to, da si ti lahko zadovoljen tudi nekje, kjer je recimo samo ena luna ogromna, pa neki taki zanimivi oblaki, pa ne rabiš zraven Netflixa, pa Instagrama, pa vse. In to, da lahko iz teh vsakdanjih stvari najdeš nekaj nevsakdanjega, to se mi zdi tako krasno, ker če v vsakdanjih stvarih najdeš neko lepoto, to kot ona zdaj dela, ker jaz ne vidim tistih listkov, ki jih ona najde, pa gosenice, pa da izgledam mim, pa se zelo trudim biti čuječ z njo, ampak če ohraniš to radovednost za svet. Ta mala me je vprašala, 2 leti je stara, vprašala me, kaj je to umetnost. Obljubam, to zato, ker je moja mami, seveda, ki je kot babica najbolj navdušena na svetu, je rekla, da je umetnost nekaj, kar je narisala tam na tla. In pa je ta mala mene vprašala, kaj je umetnost, in sem bil v hudi stiski, ker hočem biti ta moder oče in seveda nisem imel pojma, kako naj definiram umetnost. Potem sem pa googlal in sem najdel od Pabla Picasso en citat, in to je, da je vsak od nas umetnik, ko je otrok, izziv je ostati to, ko odrasteš. In to je meni ta izziv, jaz bi rad njo čim manj spremenil, čim manj zatrl to radovednost do sveta, nekako, da lahko tudi, tako, ko si malo starejši, najdeš kakšno gosenico, ki je pa te razveseli. Ampak to je tako dobro zdaj, ker v prejšnjih 2 epizodah nekako smo se skozi vračali k temu, da bi se dostikrat mogli kot otrokom zateči k opazovanju otrok in dobimo en kup enih odgovorov in rešitev za stvari, ki smo jih mi pozabili. Od osredotočenja, kako lahko gledajo eno mraveljico pol ure, naprimer. Zadnje vprašanje, oziroma a bi še kakšno stvar izpostavila? Smo pokrili? Okay. Pa imam pa še eno vprašanje, čisto za konec obema. En majhen korak, ki vama pomaga k boljšemu počutju. Gospa Marjeta. Ja, zanimivo vprašanje, vendar moram reči, da pri vseh teh letih, ki jih imam sedaj, že znam najti tudi lepe stvari za sebe. Redno hodim na jogo, veliko sem v naravi, vzamem si tudi kakšno nedeljo za plavanje in podobno in seveda dobra knjiga. Dobra knjiga je pa tisti vir, ki daje še dodatno moč. Super. David? Ena stvar, ki meni zelo pomaga, je, da sem
streniral, prisilu, da ne rečem prisilu, streniral, da ostajam sočuten do sebe. Okay. Ker smo ljudje tudi lahko zelo strogi do sebe, zelo, ker se nam zdi, da če bomo s sočutjem svoje izzive in poraze sprejeli, bomo se manj trudili, kar je neumno. Ne? To je tu meni enkrat specialist rekel, da on rajš ne pohvali specializanta, da mu ne bo šlo v glavo. Kar se meni zdi zelo neumno, ker zadnja stvar, kad te nekdo, ki ga spoštuješ, pohvali, je, da rečeš, zdaj pa nam več se trudu, zdaj pa vse. Ja, no, in ko začneš svoje težave, ne tisto lega, kaj sem spet naredil, seveda, če sem tako nesposoben, pa, ne, ampak če slabo spiš, si nekako pristopiš do sebe, kot da si svoj prijatelj. In s tem si tudi, spet tle zadnji par člankov, ki jih tudi v knjigi citiram, narediš eno unikatno okolje sočutja pa varnosti, v katerem lahko rasteš. In te raziskave psihološke kažejo, da te ljudje, ki na ta način svoje, bom rekel, izzive pa dvome obravnavajo, imajo več motivacije, da se spremenijo. Ne tisti, ki se v nič dajo, kar mogoče ni pretresljivo. No? Tako da to, da ti kdaj kaj spodleti, da si kdaj suboptimalen, pa si zaradi tega ne misliš nič manj o sebi, mi daje zelo veliko moč. No? Hvala obema, pa čim več lepih trenutkov. Hvala tebi. Hvala lepa. Hvala.